Spoštovane gostje, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni na našem dogodku s strani Ljubljanske borze. Bomo predstavili, kaj je tisto, kar nas je premetavalo v borznem čovnu v preteklem kvartalu, zaradi česar se morda nadejamo mirnega plutja v prihodnje, oziroma katere čeri nas morda še čakajo. Sekundo, da jaz delim mojo prezentacijo. Takole, kot rečeno, pregled dogajanja na kapitalskih trgih v drugem kvartalu letošnjega leta, nekaj fokusa doma, pogledali bomo, kaj nas še čaka, kaj se je dogajalo v tujini, kjer je bilo res zelo zanimivo, in pa seveda na začetku je potreba omeniti našega podpornika, pokojninsko družbo A, brez katere tega webinarja ne bi bilo. Kdor se je na kapitalskem trgu nadejal kakšnega mirnega plutja, takoj 2. aprila je prišel gospod Trump in nam pokazal tole tablo, kjer so nas čakale zelo lepe carine. On je to poimenoval dan osvoboditve, v bistvu je pa marsikaterega investitorja saj na kratek rok osvobodil lepega dela njegovih prihrankov. Nadaljeval je nekako v tem tempu, več o tem bomo seveda z gosti spregovorili v prihodnje, ampak še danes zjutraj, ko smo se zbudili, smo že našli nove informacije glede tega, kakšne bodo naše carine v prihodnje. Vmes je bilo nekaj politične negotovosti v Evropski uniji, imamo novo nemško vlado in s tem tudi drugačen način gledanja na fiskalno politiko, vojna z Iranom in nekako dalje. Ampak, če pogledamo tale spodnji graf, to je MSCI World, torej nekako približek svetovnega delniškega trga, pa je gospod Trump nas je zanihal na začetku nekoliko navzdol, potem pa je sledila rast, ki je kar malo preveč optimistična glede na to, kaj se dogaja, ali pa smo že ratali malo imuni na te njegove navedbe. Če pogledamo zelo hitro, kaj se je dogajalo na naši domači borzi, kar se tiče prometa v evrih, smo nekje na podobnem nivoju kot v prvem kvartalu. Če pogledamo količinsko, pa smo tudi nekako stali na nivoju iz prvega kvartala ali pa tudi iz kvartalov preteklih let. Tržna kapitalizacija se medtem še naprej povečuje, tudi kakor vidite od spodaj iz grafa SBI Top, v bistvu, če primerjamo tegale in potem našega, sta v bistvu zelo podobna. Nismo dosegli takšne rasti, kot v prvem kvartalu, ampak resnici na ljubo, kdor je v enem kvartalu nezadovoljen z 12%, je pa že, dajmo reči, malo preveč požrešen. Poglejmo na hitro, kaj se dogaja z našim najbolj zanimivim delom trga, to je seveda prvo kotacijo. Hvala Bogu, v drugem kvartalu nismo zabeležili niti enega upada cene delnice. Kakor rečeno, promet pa se je gibal nekako na ravni preteklega četrtletja. Mnogi od delnic so dosegle nove rekorde, Krka se je zelo približila oziroma je že presegla mejo 6 milijard tržne kapitalizacije, NLB je ravno pri 150 evrih prišel na 3 milijarde tržne kapitalizacije. V družbo z milijardno kapitalizacijo se je uvrstila tudi zavarovalnica Triglav, Petrol pa je presegel 2 milijardi tržne kapitalizacije. Če pogledamo nekoliko nižje, je še kar veliko kandidatov, ki bodo ob takem tempu kmalu morda presegli tudi ta nivo. Če pogledamo nekako rezultate, kaj bi lahko poganjalo to rast, vidimo, da tudi tukaj je stanje precej dobro. Pri rasti dobička imamo zgolj en minus, to je pri NLB-ju, ampak tukaj so imeli enostavno težavo, da je bil njihov prvi kvartal lanskega leta enostavno predober. Rezultati so povsod solidni, mogoče na drugi točki izstopa Cinkarna Celje, ki pa je imela v bistvu drugačen problem, da njihov prvi kvartal lani je bil relativno nizek, zato pa so letos za 400% izboljšali svoj rezultat. Tudi pri dividendah v bistvu ne poznamo negativnega predznaka, morda vas bo zmotilo pri Telekomu Slovenije ali pa Cinkarni Celje, ampak tukaj je šlo lani več dividend za izplačilo več dobičkov iz preteklih let, če bi pogledali zgolj za eno poslovno leto predtem, sta se tudi pri njiju dveh se je dividenda povečala. Tako da vse mirno,
plutje je dobro, rezultati so dobri in v bistvu imamo upravičeno rast tečajev, vsaj na podlagi tega, kar gledamo na temle slajdu. Če gremo malo izven prve kotacije, sigurno moramo omeniti dve zgodbi. Prva je izdaja druge ljudske obveznice v podobnem znesku, kakor prva obrestna mera, nekoliko nižja, predvsem zaradi nižanj referenčnih obrestnih mer s strani ECB in posledično nižanje obrestnih mer na trgu za vse obveznice. Še zmerom zelo solidna cifra, več kot 6600 imetnikov smo imeli konec kvartala drugega kvartala 2025 in pa kar nas najbolj veseli 2940 novih imetnikov, torej ljudje, ki so na novo vstopili na kapitalski trg preko ljudske obveznice. Tečaj se je malenkost zvišal in s tem mislim, da je tudi trg prepoznal to, dajmo reči, brezplačno darilo države, ki je ponudila nekoliko višjo obrestno mero, kakor za druge državne obveznice podobne ročnosti, pa tudi presenetljivo dober promet. V bistvu, če bi primerjali obrat tržne kapitalizacije v drugem kvartalu, bi si skoraj upal trditi, da je bila ljudska obveznica med najboljšimi. Druga zgodba, vsekakor, ki jo moramo omeniti, prebudil se je naš ETF, Intercapitalov SBI Top. Če pogledamo lani, v drugem kvartalu je ta ETF zmogel pri nas vse skupaj 75.000 evrov prometa, letos pa ga je bilo že 1,6 milijona, medtem ko je bil recimo na zagrebški borzi dolgo časa eden med top 3 najbolj prometnih inštrumentov. Tudi njegova tržna kapitalizacija je porastla bistveno preko tega, kar je zrastel naš indeks, to pomeni, da se v ta ETF pretaka svež denar. Par malenkosti, ki nas čakajo v prihodnje. Prva so vsekakor individualni naložbeni računi, prihajajo marca 2026. Gre za zelo pomemben inštrument na našem trgu, ki bo omogočal, da praktično za dolgoročno vlaganje v domače vrednostne papirje se lahko izognemo vsem davkom. Tako na dividende, ki jih prejmemo, kakor potem tudi na kapitalski dobiček, ki ga morda dosežemo. So določene omejitve, zgolj en račun ima lahko vsaka oseba. Prvo leto, torej v letu 2026, bomo lahko plačali na 20.000 evrov, no to pa vsako leto 5.000 evrov, plus dodatnih 5.000 evrov zgolj v domače slovenske vrednostne papirje. Skupna omejitev plačil pa je zaenkrat postavljena pri 150.000. Druga zelo pomembna zgodba, ki nas čaka, je pa Vzajemna. Delnice se bodo izdale jeseni 2025, začetek kotacije pa je predviden v začetku recimo januarja, februarja 2026, kar je zelo pomembno. Ta družba bo imela predvidoma več kot 400.000 delničarjev. Če primerjamo to s sedanjimi številkami, Krka, naša družba z največ delničarji, se giba okoli 47-48 tisočakov. Torej, deleži so relativno majhni, pričakovana knjigovodska vrednost je nekaj nad 60 milijoni, ampak upamo na pozitivno zgodbo in pa predvsem, da bo veliko ljudi v teh dveh zadevah, torej INR in pa Vzajemni, prepoznalo enostavno, ugodno, pa upamo, da dolgoročno donosno priložnost za vstop na naš kapitalski trg. Kar se tiče par malenkosti za konec, nekih splošnih podatkov, kar lahko vidimo, da kakor je nekako kazal tisti graf na začetku, borzni indeksi so imeli kar solidno rast, kljub vsemu, kar se je dogajalo. Nekako so se znižale cene energije, tako plina v EU, kakor tudi cene nafte. Baker, ki nekako predstavlja tisto industrijsko dobrino, ki zelo dobro prikazuje gospodarsko razpoloženje, je nekako ostal na istem nivoju. Preseneča, tega se bomo zagotovo dotaknili v prihodnje, pa rast evra proti dolarju. Nismo še končali, to je bila zgolj moja predstavitev, ampak da bo naš webinar zanimiv, poučen in da se boste čim več izvedeli, pa vabim k sebi dva strokovnjaka, ki mi bosta pomagala v tem pogovoru. Prvi je Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A, predtem pa dolgo let analitik na kapitalskem trgu, in pa Peter Merc, pravnik, ustanovitelj več podjetij, predtem zaposlen v finančnem sektorju dolgo časa in pa strokovnjak za fintech in blockchain. Preden začnemo z debato, zgolj ena malenkost. Q&A, karkoli vas zanima,
postavite vprašanja, se bomo potrudili odgovoriti, presekajte naš pogovor, vas bomo že ujeli. Ok, zdaj pa nekako, da začnem. Bom začel malo drugače. Ta dan osvoboditve, ampak a nas je v bistvu osvobodil predvsem tega, da vemo, kaj se dogaja. Jaz sem se po prvi pripravljal na ta webinar, pa v zadnjem tednu dobil toliko novih informacij, v bistvu te njegove napovedi se spreminjajo iz dneva v dan in to, kar bomo mi zdaj tukaj nagruntali, gospod Trump se bo ob 3-4 danes popoldne zbudil in bo povedal nekaj čist drugega. Kako pa konec koncev podjetnik, ki načrtuje poslovanje, kako pa finančnik, ki recimo upravlja sredstva drugih ljudi, kako se te negotovosti lotiti? Smo se že navadili. Gospod Hribar, bomo z vami začeli. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Gospod Trump, ameriški predsednik ali pa podobni ljudje, so navidezno ekstremno, bom rekel, nepredvidljivi, negotovi ali pa težko jih je enostavno prebrati. Po drugi strani, pa če gledamo to malo z distance, bom tako rekel, malo skozi eno malo časovnim odmikom, recimo, če gospoda Trumpa pogledamo v njegovem prvem predsedniškem mandatu, kar je zdaj že nekaj let nazaj, pa lahko že malo bolj, bom rekel, mirno, čustveno naredimo, pa ugotovimo, da določene zadeve se ponavljajo, da on ima določeno strategijo in da se drži določenih načel. Dve načeli tukaj sta, pač njegova najbolj znana knjiga je Art of the Deal, torej kako se pogajati, in v bistvu njegova komunikacija, njegov pristop k reševanju problemov je v bistvu tak, kot v tej knjigi. Ta knjiga pa opisuje v bistvu način agresivnega pogajanja. Seveda je to čustveno naporno, ko gre za dejanska življenja, ko gre za usodo držav, panog, regij, ampak dejansko, bom rekel, neke določene vzporednice tukaj ob vsem tem hrupu, ob vsem tem poplavi informacij, kot si omenil, Andraž, je treba majčkeno nad to prplavati, pa pogledati malo bolj z velike perspektive, z višje perspektive in potem določen smisel, bom tako rekel, kam zdaj gospod Trump oziroma kam Amerika in kam ameriška politika želi, kam gre in kakšni bojo odzivi, lahko malce predvidimo. In bom rekel tako, kapitalski trgi se ne bi čisto strinjali s to oceno, da je vse narobe zdaj na tem svetu in da je svet popolnoma nepredvidljiv, saj sicer ne bi imeli rekordnih vrednosti iz dneva v dan v zadnjem času. Torej, kapitalski trgi so, lahko uporabimo besedo, presenetljivo mirni, indiferentni do vsega, kar se, bom rekel, dogaja na prvih straneh časopisov, smo včasih rekli, zdaj pa lahko rečemo na udarnih novicah na X-u, Facebooku in drugih medijih. Tako da jaz bi tukaj bolj na stran kapitalskega trga se mogoče postavil, pa napravim popolnoma, da se strinjam s to oceno, ampak samo pojasnjujem, da kapitalski trg ne deluje prestrašeno, deluje precej mirno in deluje v smeri, da ja, gospod Trump se agresivno pogaja, ampak njegov cilj, dejanski cilj, dejanski končni cilj, pa ni tako agresiven, kot pa prva izjava ob začetku pogajanja. Se to mogoče že vidimo zdaj, da sploh s temi odlogi oziroma nekako njegove ponudbe so že nekako nižje in te grožnje uporablja predvsem kot svojo pogajalsko tehniko oziroma izhodišče, ampak marsikoga vseeno prestraši, pa mogoče trenutno izkorišča tisto, da je marsikatera država odvisna od ZDA, ampak na dolgi rok mogoče ravno s to svojo tehniko to zmanjšuje. Ja, pa ne. Pač Amerika ima, gospod Trump in Amerika imajo določeno, bom rekel, temu bolečino, ki jo čutijo napram drugim v svetu. In tukaj jo izpostavljajo in želijo neko nadomestilo oziroma nekaj drugega v zameno. In tudi nekaj je na tem, bom tako rekel. Tako da, kar se pa tiče drugega kvartala, pa dneva osvoboditve, pa tako naprej, je bil pa tipičen prikaz Trumpove agresivne pogajalske taktike, s tem, da tisti prvi 3 dnevi, tisti 2. april in potem naslednje 2, smo se vsi ustrašili, da tokrat pa ne blefira, da tokrat pa gre za res. Sedaj, ko smo ob koncu drugega kvartala, pa se ob Trumpu pogosto
pogosto omenja kratica TACO, ne, TACO, ne, Trump always chickens out, ne, torej Trump se vedno, kako bi bilo lepo po slovensko, malce ustraši, ne bom kaj drugega rekel, ne, in na koncu zbere eno, bom rekel, malce bolj kapitalskim trgom, gospodarstvu in s čustvom mirnejšo različico scenarija. No? Tako da upajmo, da bomo po tej poti šli naprej. Kapitalski trgi so nekako na tem scenariju trenutno, ne? In vsaj včeraj so še bili, no? Bomo videli, kako bo danes, kako bo jutri. Ne? Lahko pa seveda je pa za pričakovati, da gospod Trump, ko se kapitalski trgi, ko se preveč umiri morje, da bo zopet ga začel pihati in ga bo razburkal ponovno. Ne. Koliko ga bo razburkal? Toliko, da potopi vse ladje na tem morju? Ne, to ni njegov namen. Samo da začnejo pluti v njegovo smer, to je njegov namen. In vseeno je to bolj miren, manj črn scenarij, no, kot pa tisti črni v tistih prvih dneh, ne, ko so bile carine naprimer napovedane, ali pa tisti dan, ko so bombe padale na Iran. Peter, se tudi ti strinjaš s takom? Jaz bi rekel, tale april je bil res tak zanimiv mesec. Meni je ostal predvsem v spominu po njegovi tweet objavi, če se spomnite, "This is great time to buy." In to je bilo potem 4 ure kasneje je objavil, ne, da se uvedba tarif začasno ustavlja. Takrat so delnice poletele, nekatere od delnic ameriških delnic so imele rekordne dnevne donose in to se vidi, da to v bistvu že dolgo zna, v bistvu je usvojil to tehniko, ne, kako lahko z svojimi izjavami neposredno vpliva na borzne indekse. In tako imaš občutek potem, da so včasih njegove izjave bolj pomembne od nekih makroekonomskih podatkov. Ne. In zdaj govorimo, večkrat je bilo danes tako omenjeno, da v bistvu smo v obdobju neke take transakcijske politike, ne, ki ima potem lahko čisto neke druge rezultate. Ne. Ampak mene to recimo zanimivo gleda tudi iz ene čisto druge perspektive. Ne. Jaz takrat v svojih letih NLB-ja, to je bilo že kar nekaj časa nazaj, sem se veliko ukvarjal s kapitalskimi trgami in tržnimi manipulacijami. Ne. In tle se pol vprašaš, a gre tle potem lahko tudi že za neko obliko manipuliranja trga, ne. Ker tle imamo tak, kako bi rekel, vzorec slabe novice, dobre novice. Ne. Zdaj si lahko predstavljamo zelo plastično, da eno ozek krog ljudi okoli njega z dobrimi informacijami lahko kratkoročno zelo hiter in zelo dobro zasluži, ne, z raznim recimo kakšnim šortanjem trga. Tako da to so, ne, pa vemo, da tudi recimo kripto, ne, zdaj če danes si se nam pogovarjali o kripto, ne, tudi kripto je šel Trump na golf, pa je bila tweet objava, katere kripto bi bilo dobro kupiti, ne, pa je spet poletel, ne. Se pravi, to bi jaz rekel, da je taka neka definicija tržne manipulacije. Tako da, ampak ne, verjetno smo v eni taki dobi, tako da moramo biti navajeni tele Twitter politike in vse, kar bo ta Twitter politika prinesla. Nekateri imajo pač imuniteto oziroma določene privilegije, pa mi se pa malo zabavamo na ta račun. Je pa res sigurno treba povedati, da te Trumpove izjave presegajo neko običajno politično retoriko. Ne. Tle gre za vpliv na trg, ampak jaz mislim, da je to, kot je že Blaž omenil, jaz mislim, da je to premišljeno, to ni nič tlele zdaj, da se bi zaletavo, verjetno v kakšni objavi, ja, ampak vse to je neka strategija in neko, bi rekel, dolgoročno oblikovanje tržnih pričakovanj. Ne. Tudi to, ko sem večkrat prebral, ne, da nekako implicira na to, da naj bi tudi država preko raznih državnih skladov kupovala ameriške delnice, spet nekaj implicira in seveda sigurno podžiga rast kapitalskih trgov v Ameriki. Mogoče eno drugo stvar uvedemo v debato, Big Beautiful Bill, s katerim se je pa v bistvu končal prejšnji kvartal oziroma začel naslednji. Kako pa mislite, da bo to vplivalo, če sploh? Ker po eni strani te davčne olajšave, ki prihajajo, so v bistvu klasični rollover neke dodatne gospodarske spodbude, nenadno iz tega ni pričakovati. Na drugi strani seveda, kar se tiče državnega dolga, vsaj na federal levelu v ZDA je krivulja zelo nespodbudna. Kako se bojo trgi, če se bodo sploh na to odzvali? Blaž mogoče.
Trgi se odzivajo vsak dan na to. No. Mogoče samo za začetek. Ne. Ameriški dolg, ne, če gledamo neto dolg, je okrog 100% BDP-ja, če gledamo bruto, torej damo malo stran, premoženje pa denar, pridemo na 120%. Ne. To so visoke številke, v Evropi so številke primerljive z Francijo, Italijo in tako naprej. Mi imamo bistveno boljšo številko. Ne. Proračunski primanjkljaj čez 7%, mislim, da je lani 7,5%. To so visoke številke. Na to, ne, zdaj gospod Trump še dodaja oziroma problema definitivno ne rešuje. Ne. To je eden od, bom rekel, dveh, mogoče recimo kamnov spotike, tudi zakaj sta se z Muskom tako spektakularno razšla. Ne. Torej, to ni varčevanje, ki ga zagovarja načeloma republikanska stranka. Ne. To ni varčevanje in bom rekel temu cost-cutanje, ki ga je zagovarjal Elon Musk. Ne. In zdaj pridemo do tega, da v bistvu podaljšuje davčne olajšave oziroma nizke davke, ne, da dodaja nekatere populistične nove davke in da predvsem ukinja oziroma zaostruje pogoje za revne prebivalce oziroma za tiste manj srečne, ne, ki potrebujejo bone za hrano, ki potrebujejo torej osnovno zdravstveno zavarovanje. In tukaj so določene težave. Povečuje pa izdatke za vojsko, izdatke za narekovaj obrambo pred migranti, torej za vse, kar je skladno z njegovimi volilnimi obljubami, tistimi bolj populističnimi. Ne. Tako da rezultat vsega tega na koncu, ne, ko večina ekonomistov to pogleda, ne, ni nek ekstremno spodbuden, sploh ne na srednji ali pa dolgi rok, na kratek rok večina komentarjev je rahlo spodbudnih, ne. Ampak hkrati vidimo, da uvaja ogromno negotovost za samo planiranje v podjetjih. In tukaj bom rekel, so nekaj malih plusov, pa kar nekaj velikih minusov tudi v bližnji prihodnosti in precej veliki minusi v daljni ali pa srednji prihodnosti, ne, čez 5-15 let. Ne. In tukaj je veliko pomembnih ljudi v finančnem svetu, v ameriškem gospodarstvu jasno izrazilo svojo skrb, svojo zaskrbljenost na potjo, kam Amerika s tem zakonom gre, s tem trošenjem gre in so kar zelo glasni, tudi v bistvu podporniki gospoda Trumpa med volilno kampanjo, ne, številni najbolj ugledni finančniki in recimo Elon Musk med drugim. Ne. Tako da klele, zdaj, kar se tega zakona tiče, generalno je zelo težko kaj zelo lepega v njem si sestaviti, ne. Kako ga on razlaga, kako ga njegovi ljudje razlagajo, oni ga razlagajo v kontekstu vseh njegovih ukrepov. Ne. Pravijo, ja, več bomo trošili, ampak nič hudega, saj bomo s carinam toliko več pobrali. Ne. Ja, nič hudega, če bo pač malo več bom rekel, navidezno revnih, ne, ker oni ne delajo. Ne. Če bojo delali, bojo vse to dobili, saj jih bomo prisilili, v bistvu jih bomo motivirali, da delajo. Ne. In potem tega problema ne bo za nezavarovanimi in z lačnimi. Ne. Tako da, odvisno, koga vprašate, no, generalno gledano, ne, pa se ne pričakuje veliko od tega zakona, kar pa se pričakuje, je pa prihodnje večje, bom rekel, izzive na fiskalnem področju, torej na področju urejenih ameriških državnih financ, ne, in tukaj pa kapitalski trg že glasno vpije, da ni vse v redu. Ne. Na eni strani imate ameriško centralno banko, katere se pričakuje, da bo močno začela nižati obrestne mere. Ne. Zaenkrat tega še ni storila. Zakaj ni storila? Je ravno zaradi Trumpovih politik, recimo zaradi carin in zaradi tega zakona, ne, ki povečuje javni dolg, ki povečuje trošenje države. In torej oba delujeta inflacijsko v bistvu. Inflacija pa ni nekaj, kar te spodbuja, ne, ravno obratno. Kolikor pričakuješ višjo inflacijo, potem ne moreš nižati obrestnih mer kot centralni bankir, prej ohranjaš enake, povišane ali jih še dodatno višaš, če tako pričakuješ. Tako da je tu razlog, zakaj Fed ne niža, ECB pa močno že niža. In rezultat vsega tega, no, hočem samo to reči, je v bistvu, da imate 30-letno ameriško državno obveznico, ki je okrog 5%. Ne. To je pa že številka. Ne. Ta številka v času korone je bila blizu 1%, zdaj je 5%, to je nekje za občutek. No, od leta 2007-2006 nismo imeli take številke. To je nekak številka iz obdobja 2002 do 2007. Tista leta, no, je bila 30-letna državna obveznica ameriška na približno tem nivoju, okrog 5%. Ne.
Tako da ta v bistvu je tak najbolj, bom rekel, jasen signal, jasno opozorilo, ne. In jaz bi rekel, če želite spremljati, kako je Trump uspešen v finančnem smislu, državno-finančnem smislu, spremljajte to obveznico, ne, ker nivoje teh obveznic določajo tako imenovani profesionalni upravitelji, ne neki tviti, ne neke kratkoročna navdušenja, čustva, ampak ljudje, ki so zelo, bom rekel, hladni, preračunljivi, izračunajo donos, izračunajo rizike in potem se odločijo, koliko in česa kupijo. Pa deloma tudi, če sem čisto iskren, tudi geopolitika. No. Ker ko se ti enkrat zameriš, torej si nepriljubljen pri vseh državah, ne, potem verjetno malce manj je navdušenja nad parkiranjem presežnih denarnih rezerv v tvojo valuto, pa malce več morda v kakšno drugo. Ne. Tukaj pa lahko začnemo debato, mogoče tudi o tem, zakaj je evro nenadoma tako popularen. Ne. Tako da to po tem zakonu, no, je negativen, zmerno negativen z vidika trgov, predvsem pa predstavlja veliko tveganje čez čas. Ne vemo kdaj, morda naslednji mesec, naslednje 3 dni, morda čez 3 leta, morda čez 10 let, ampak ko vemo, da je nek tak strukturen premik, ki dela proti tebi, proti trgu, ne, in je zelo nevarno, da se ta plaz enkrat usuje, bi rekel z vidika nekoga, ki je plačan za to, da obvladuje tveganja, definitivno tema, ki jo je vredno spremljati in biti na to pozoren. Če želite to temo spremljati, biti pozorni, samo pogledajte 30-letno donosnost 30-letne ameriške državne obveznice. Mogoče ravno to sem hotel izpostaviti, ne. Prvi preplah, recimo pri tej sploh 30-letni obveznici bil takrat, ko je House of Representatives prvi izglasoval ta njegov Big Beautiful Bill, potem pa končna verzija, ki dodaja še nekoliko več, pa kakor da so se dolgo dodaja še nekoliko več, kakor da so se trgi pomaknili malenkost nazaj in je trenutno sem pogledal 4,9, pa še nekaj takega. Vsekakor pa trenutne številke v BDP-ju tega dolga niso tako katastrofalne, so zelo visoke, primerljive s kako Belgijo, Francijo, medtem ko Italija je že višje, da kakšne Japonske niti ne omenjamo. Ampak ko smo bili mi v Sloveniji pri približnih številkah glede samih smeri, torej deficita in podobno, pa odvisnosti od financiranja v tujine, so tukaj vsi upili, da je zadnji čas, da pride trojka in nas osvobodi teh naših težav. Medtem ko v ZDA je pa zaenkrat party on. Meni tudi osebno tako zgleda, da se bo enkrat ta zadeva ustavila, noben ne more napovedati kdaj, ampak moje mogoče naslednje vprašanje bi bilo, kaj se bo pa zgodilo takrat, ko bo te zabave konca? Bo ta katastrofa plusknila tudi v Slovenijo, oziroma vezano za to, je to mogoče ravno tisti strah, ki vodi v to rast evra v drugem kvartalu, oziroma dajmo reči kar v prvi polovici letošnjega leta. Se tudi zaradi fiskalne politike v ZDA dejansko že denar deloma umika, oziroma dajmo reči razporedi tudi v druge jurisdikcije. Mogoče Peter, to, kar ti začneš. Ne, bo kar Blaž, mislim, da je to bolj njegova tema. Ja. Mogoče samo še glede 30-letne obrestne mere, ne, za 30-letno državno obveznico. Ne. V bistvu potem, kako Američani kupijo hišo, ne, v bistvu se zadolžijo za 30 let na banki, ne, tako imenovane hipoteko vzamejo, ne, stavijo hišo, ki jo kupujejo, in v bistvu te obrestne mere imajo neko kar precejšno korelacijo z dolgoročnimi državnimi obveznicami. Ne. Torej, dolgoročne državne obveznice imajo visoko obrestno mero, tudi stanovanjsko posojilo v Ameriki ima potem visoko obrestno mero. Ne. Tako da to ni neki, kar bi rekel, nek teoretičen koncept ali pa nekaj, kar ne vpliva na življenja posameznikov, še kako vpliva. Ne? In torej tukaj, če pride do tega, da se te obrestne mere še povišajo, ima to direkten vpliv recimo na Američane, ki želijo kupiti si stanovanje ali pa hišo. Samo ta vidik sem hotel pojasniti. Kar se tiče pa evra pa dolarja, ne? Ja, mislim, to je del strategije gospoda Trumpa, ne, da ne bi dolar več bil morda tako zelo pomembna svetovna rezervna valuta, ali pa saj, da v zameno nekaj dobi. In te carine, vse ostalo, kar počne, deloma argumentira. Ne. Ta en dokument, Mar-a-Lago Accord, ki je njegov ekonomski svetovalec napisal. Ne. In tam noter jasno razložijo, da v bistvu
Amerika zagotavlja dve dobrini za svetovno dobrobit. No. To je varnost v vojaškem smislu, ne. Druga je pa rezervna valuta. Ne. In oboje zdaj Trump v bistvu nekako želi zaračunati, ne, preostalemu svetu. Ne. In ta pocenitev dolarja v bistvu je na nek način bila z tega vidika zaželjena. Kako pa to tehnično zgleda? Ja, v bistvu rataš, bom rekel, na nek način manj popularen in malo se te ustrašijo, začnejo iskati kakšno drugo varno naložbo, kar naenkrat nimaš trojni A bonitete. Ne. Marsikdo, recimo zavarovalnice, imajo ena pravila za trojni A boniteto, druga pravila za dvojni A boniteto. In kar naenkrat ameriška državna obveznica recimo ni več tako zelo privlačna za zavarovalnice. Začnejo kupovati kaj drugega ali pa kupijo trojni A vrednostni papir, obveznico, ja lej, pol Evrope je pa še zmer trojni A. Ne. Tako da tukaj pridemo do tega, da se del kapitala preseli iz različnih razlogov, geopolitičnih in čist tehnične narave, ne, tudi med drugim iz ameriških državnih obveznic v, naprimer, evropske državne obveznice, in to seveda za sabo pripelje, da prodajate dolarje in kupujete recimo evre. Drug tak ukrep, ne vem, zadnjič sem, ne vem, če to drži, lahko vsak pogleda si, koliko je turistov iz Evrope v Ameriki zadnje čase, ne, menda je precejšen upad, recimo kot en prikaz tega, ne, da če si malce manj popularen kot Američan, ne, da pač malo manj ljudje želijo kupiti tvojih dolarjev. Ali pa recimo tretji vidik je pa v bistvu se dogaja že vse od ruske invazije v Ukrajini. To pa je, da kar naenkrat so številne države po svetu ugotovile, ne, da tiste mednarodne denarne rezerve v dolarjih morda niso tako zelo varne, če se skregaš z Ameriko. Ne. In takrat je Amerika v bistvu blokirala dostop Rusije do njenih mednarodnih rezerv, ne, v dolarjih. Ne. In od takrat naprej številne države del svojega denarja raje nalagajo tudi kam drugam, ne. Od zlata do kripta do tudi evra. Ne. In jaz bi tukaj nekako iskal v teh številnih razlogih, bi nekako iskal to, bom rekel, privlačnost evra. Seveda, pa ni samo to, kaj je Trump naredil, ampak je tudi, kaj v Evropi delamo. Evropa ima zdaj zanimivo zgodbo za številne panoge, ne. Zanimivo zgodbo na področju fiskalne sprostitve, ne. Torej, malo več trošenja, malo več investicij. Ne. Nemčija ima ogromne številke napovedane v infrastrukturo, v obrambo, ne. In vse to nekako je, zgleda, da sprožili malo teh tako imenovanih živalskih duhov, torej tistega, kar je v nas in da nas prebudi in gremo bolj ambiciozno v prihodnost. Ne? In tukaj so kapitalski trgi tudi svoje prepoznali. Ne samo na dolarju, ampak tudi generalno na privlačnosti Evrope kot privlačnosti naložbene destinacije. In za razliko od ZDA, za Nemčijo mogoče ni takega dvoma, da si to vsaj trenutno lahko privošči. Tako, čisto druga osnova. Ne? Evropa je 15 let zdaj praktično varčevala in sedaj začenja trošiti, ne? Torej ima privarčevano, da lahko troši, medtem ko Amerika že leta in leta, vse od leta 2009 naprej troši. In bi bil počasi čas, ne? Sodeč po kapitalskih trgih, da začne malce varčevati. Mislim, če lahko, Andraž, zanimivo izhodišče, to v bistvu, kako se zdaj svet uči, katere vzvode Američani uporabljajo oziroma se jih pripravljeni uporabljati, koliko daleč lahko grejo. Ne? In v bistvu to iskanje neke Evropa, ki išče neko svojo tehnološko nevtralnost, monetarno nevtralnost, finančno nevtralnost, to so v bistvu nekaj, kar se prej niti nismo pogovarjali. Recimo, jaz sem par let nazaj imel priložnost sedeti z Flavio Panetta, je takrat, ne vem, če je še viceguverner Evropske centralne banke in zadolžen za projekt digitalnega evra. In takrat je ECB delal prvi tender za infrastrukturo, ne, za digitalni evro in so se na razpis prijavila samo ameriška in kitajska podjetja. Ne. In to je bil velik problem, ne, da si ti potem odvisen od enega tehnološkega providerja iz Kitajske ali iz Amerike, pri čemer bi potem cela infrastruktura, ne, digitalnega evra temeljila na neki tuji tehnološki infrastrukturi. Ne. In mislim, da tukaj bo Evropa mogla biti vedno bolj samozadostna.
Jaz recimo v zadnjem času, v zadnje 2 leti zelo bolj podrobno spremljam orožarsko industrijo, ne, in predvsem gledam, kaj se dogaja z evropskimi obrambnimi delnicami, ne, in vidim in se vidi, kako gre zdaj Evropa v tej smeri, ne. Na eni strani Trump pritiska na večjo porabo, ne, za obrambo in to dvojno rabo in seveda zdaj Evropejci mislim, da ne bi bila prava poteza, ne, če bi zdaj investirali dejansko samo v neko ameriško orožje, ampak se potem vidi, ne, kaj se dogaja z evropskimi obrambnimi delnicami. Ne. Če pogledamo tale indeks Stocks Europe Aerospace and Defense od leta 2022, ki se je začel konflikt v Rusiji, 40% letna rast. Če se pogleda tele evropske delnice, ne, orožarske, ne, kakšne rasti so. In jaz bi rekel, da to je vse rezultat te neke agresivne politike Amerike. Hkrati potem priložnost za Evropo, ne. Jaz se spomnim, da mi je bila delnica Rheinmetalla pri 200 evrih strašno predraga, pa je danes na 1800 evrov. 1800 pa price to earnings je, mislim, da že čez 150, ne, tako da Jaz mislim, da gospod Trump bi bil zelo navdušen, kakšno pozornost je dobil pri nas, ampak vseeno me veseli, da smo se malo drugam premaknili. Preden gremo na domači trg, glih to, Peter, imam eno vprašanje zate, tale digitalni evro, ki si ga omenil. Dajmo reči ena stvar, a bo gospod Trump oziroma politika Amerike pospešila ta projekt v EU, pa kako recimo bi to vplivalo na investiranje pri nas? Digitalni evro. Kaj bi se olajšal, kaj bi ratalo cenej, kaj bi ratalo hitrej? Ok, tole si se zdaj dotaknil takega zelo široko. Na hiter, zelo splošno. To so te CBDC, Central Bank Digital Currencies. Evropa je tlele že kar pozno vstopila v igro. Vemo, da Kitajci so s tem digitalnim juanom že precej daleč v Evropi. Jaz mislim, da se še vedno išče neke dejanske use case, ne? Zdaj, kaj se bo s tem dejansko delali. Jaz mislim, da ne, to gre čisto za en tak latenten korak v smeri brezgotovinske družbe. Seveda nas danes prepričujejo, da je to samo neka dopolnitev gotovini. Jaz mislim, da bomo v roku 10-15 let bili popolnoma brez gotovine. Zdaj, kaj se pa dogaja v Ameriki, je pa spet Trump čist spremenil vso logiko, vso strategijo. Ne? Američani so tudi že delali aktivno na ameriškem digitalnem dolarju, ne? Pa kakor vem, so zdaj ta projekt čist ustavili in so dali zdaj velik poudarek oziroma odprli industrijo privatnemu sektorju. Ne? Zdaj se gre vse v tako imenovane stablecoine, ne? Torej neke, kako bi rekel, elektronski denar ali pa, kakorkoli temu rečemo, neko stabilno digitalno valuto, ki je ponavadi vezana na nek fiat, ampak izdajatelji tega pa niso centralne banke, ampak privatna podjetja. In to je zdaj v bistvu neka prihodnost tudi blockchain industrije, torej ne več tiste špekulativne kriptovalute, ampak te stablecoini, ki ti omogočajo seveda 24/7 poravnavo za bistveno nižje stroške, kot pa ti jih zaračunava neka obstoječa infrastruktura. In to je zdaj seveda neka, kako bi rekel, neka nova smer, v kateri je šla Amerika, in to se je zdaj spremenilo z Trumpom. Evropa pa seveda vztraja v tem svojem digitalnem evru, ki pa tudi zagotovo prihaja. Ker še kakšno leto, 2 leti nazaj je bilo sploh vprašanje, smo bili še v tisti konceptualni fazi oziroma raziskovalni fazi, pride ali ne pride, definitivno pride. Torej, če privedem do absurda, delnica Krke 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ja, ampak to je pa tudi mogoče zanimivo, če ste gledali napoved od Robin Hooda prejšnji teden. 24-hour trading. Tako, ne, Robin Hood, ki je tudi zanimiv z vidika nas Slovencev, ne, glede na to, da so nedavno prevzeli oziroma zaključili prevzem Bitstampa, ne, če rečemo, da je Bitstamp nekako slovenski. No, in v prejšnjem tednu so napovedali tokenizirane delnice, tokenizirane finančne instrumente, in potem naj bi te bili na nekem njihovem ledgerju, naj bi v bistvu Robin Hood naj bi imel nek svoj ledger, ki bi omogočal dejansko 24/7 trgovanje z temi finančnimi instrumenti, kar je seveda spet neka čist nova dimenzija tradinga. Ok, pa gremo pogledati, s čim pa bomo trgovali. Gospod Hribar, naš trg kar raste zadnje čase nekako z
impresivnimi številkami, rezultati tudi rastejo, ampak vrednotenja imam občutek, da v preteklih 2 letih recimo so se kar povečala. Pri tem smo pogosto pri naših delnicah govorili mogoče o PI, torej ceni, ki jo plačamo glede na dobiček te firme, 6-7 mogoče. Zdaj povprečje mislim, da v zadnjem času je že blizu 10. To je še zmeraj mogoče malo diskonta na evropske trge, ampak kakšen pa bi bil lahko upravičen diskont za slovenski trg, ki je relativno majhen? Oziroma, a so taka vrednotenja, ne bom vprašal, kam še lahko grejo, ampak... Ja, najbolj, mislim, dajmo tako začeti. No. Slovenske delnice od leta 2007 so bile ekstremno visoko vrednotene, ne vem, jaz bi top že dosegel tiste številke. Ne, še malenkost. Še malenkost. No, takrat je bil 2600, zdaj včeraj smo presegli 2300, če bi pa poštevali dividende, smo pa že dolgo nazaj to presegli. Ok. Torej, sodeč po tem kazalniku še nismo ekstremno dragi, dajmo tako reči. Plače so šle vmes gor, dobički so šli vmes gor, cene so šle ekstremno gor, razen cene delnic. A sem dobro reklamo naredil? Mal za hec, mal za res. V bistvu ni reklama, zdaj to so tudi vlagatelji v preteklih, dajmo reči, 2 letih počasi prepoznali. Tako, zdaj, potem je bila pa kriza, potem smo pa prišli v 2012, 2013 in tako naprej. Takrat so bile delnice ekstremno poceni, to smo govorili. Lahko pogledate moje izjave, lahko pogledate kjerekoli izjave drugih ljudi, ki so pogledali pač dejanske dividende nose, pa PE, smo ugotovili, da je to zelo poceni. In je bilo leta poceni. Torej, slovenske delnice niso imele ekstremno visokih donosov, ker so še vedno bile poceni. Imele so zelo solidne dividende, zelo solidne donose. Potem pa je prišlo, dajmo reči, lansko leto, preporod. Zdaj, zakaj? Pa mislim, da lahko vi bolj povete, ki ste bližji temu preporodu, ampak moja zgodba gre nekako takole. Zgodile so se ljudske obveznice, ta prva. Pritegnila je slovenska, takrat vlada, ministrstvo, pritegnilo pozornost laične slovenske javnosti, ki je držalo denar na bankah, in takrat so prvih nekaj tisoč ljudi, svežih, novih, je odprlo trgovalne račune, in ko so šli kupiti ljudsko obveznico, so jim razložili, da samo do 30.000 evrov ali približno do takrat, do tistega zneska se nekako je splačalo kupiti, ker potem pa nimate več davčne olajšave, potem boste pa plačevali davek na obresti. A ne, to pa nočem. Kaj pa potem sem rekel, potem imamo pa še Krko, pa Petrol, pa Triglav, skratka imamo še nekaj drugega za vas, kar je tudi zanimivo, lep donos, malce lahko to probamo. In so probali, jaz bi rekel, prišli na okus in tako naprej. Prišla je druga ljudska obveznica, prišel je INR, torej kot koncept, kot dajmo nekaj na to temo narediti. In vse to je dvignilo privlačnost, bom rekel, slovenskih delnic, in vedno več ljudi je začelo gledati, kakšen pa je PE, kakšna pa je dividenda donosnost. To je pa res zanimivo v primerjavi morda z garsonjero, v primerjavi z depozitom, v primerjavi s tem, kar sem imel namen kupiti. In tako jaz mislim, da se bom rekel, ta snežena kepa začela valiti in se zdaj še vedno vali. In rezultat letos, najdonosnejši svetovni trg je slovenski, če sem prav pogledal, ali pa eden najdonosnejših. Nekaj časa smo se borili s Poljaki, pa zdaj mislim, da v zadnjem času smo jih celo premagali, ali pa mogoče ne, nisem siguren. Rast je impresivna, ampak, kakor sem mislil reči, po vrednotenih, pa še nismo nekako na nivoju, dajmo reči, razvitih trgov. Torej, je še nekaj prostora, oziroma še obstaja nek diskont, mogoče nezaupanje, mogoče priložnost. Smo pa blizu, če sem iskren, če zdaj gremo na vrednotenje, smo pa blizu. PE, SBI top, tamle Bloomberg terminal mi pravi, da je 10,6, dividenda 4,7%, bruto dividenda. Evropa, primerljive številke, namesto 10,6 je 15, namesto 4,7 je pa 3,3. Pričemer v Evropi imate tudi kakšen SAP, pa ASML, pa Rheinmetall, pa tako naprej, medtem ko teh družb v Sloveniji ni. V Sloveniji imamo res zrele, na nek način malce dolgočasne, stabilne družbe. Še tisto, kar je za nas dinamično, kot neka Krka, v bistvu v Švici to izločijo v drugo firmo, zato ker je tako nezanimivo. Držijo originatorje na ločeni entiteti, pa generike na ločeni entiteti. Torej,
v bistvu imamo specifične družbe, ki so zelo stabilne in imajo zelo zmerno nadzorovano, bom rekel, to rast. In od tu v bistvu tudi upravičenje do tega, da so kazalniki rahlo nižji. In če boste podobne firme pogledali po Evropi, ne bo pretirano težko najti podobnih številk. Če greste v Španijo, Italijo, pogledate tam malo manjše banke, primerljive z našimi, ali pa malo manjše zavarovalnice, primerljive z našimi, boste verjetno dobili tudi kakšen predlog na podobnih številkah. Ne pravim zdaj, da so naše drage ali pa da so une drage, daleč od tega. Slovenske delnice so po našem mnenju ugodne, še vedno zelo ugodno vrednotene v primerjavi s tem, kar se v svetu ponuja, in še vedno imamo overweight pozicijo, še vedno 10,6%, 10,6 PE, to pomeni 10 let, da dobite z dobičkom nazaj svojo kupnino. Večino recimo gospodinjstev, ki jih jaz poznam, jih je to prepričalo v to, da so dali na svoje strehe fotovoltaiko. To je bil dovolj močen argument za razmah fotovoltaike. Bi rekel, da je še vedno dovolj močen kazalnik, za to, da privlači vlagatelje v slovenske delnice. Saj jaz tako mislim, naše mnenje. Po tem času, ko smo vsi vpili dolga leta, da smo zelo, zelo poceni, smo končno lahko rečemo primerljivo vrednotenje, ker konec koncev je pa to dobro za tiste vlagatelje, ki so že. Tako, težava vrednotenja je, da imate prav, samo nihče tega ne prepozna, dokler ne prepozna. Torej, lahko boste vi zelo dolgo čakali, da boste imeli prav. Kupite nekaj, kar je poceni, ni dovolj, da vi veste, da je poceni, morajo to ugotoviti še vsi ostali, ki kupujejo delnice. In to pa lahko traja ali pa se ne zgodi in potem pač morate zelo dolgo čakati na to presežno donosnost. Torej, Peter, jaz bi rekel, da je v zadnjih letih investiranje v slovenske delnice ratal seksi. Jaz sem bil nazadnje zelo intenzivno vpet v slovenski delniški trg, po mojem 15, ne vem, še mogoče več let nazaj, ko smo še kupovali delnice Mercatorja, Gorenja, potem so prišli tele balkanski vzajemni skladi, tako da moj tale risk appetite je bil vedno nagnjen k zelo tveganim naložbam, vedno bolj. Ampak evo, moram reči, da zdaj, odkar se govori o ljudskih obveznicah, odkar se govori o individualnih naložbenih računih za seveda ugodno davčno obravnavo, odkar se dogaja tudi z interkapitalovimi ETF-om, se mi zdi, da saj jaz veliko bolj intenzivno spremljam, kaj se tukaj dogaja, pa imam pa še eno čisto sentimentalno delnico, to je NLB. Jaz sem v NLB-ju delal 8 let in to je bilo med 2008 in 2015, tisti najtežje obdobje za banko. In jaz se spomnim, takrat smo se ukvarjali z temi omejevalnimi ukrepi Evropske komisije zaradi odobrene državne pomoči. In ko vidim, kaj se danes dogaja z banko, ko se danes pogovarjam s svojimi bivšimi sodelavci, ko preberem letno poročilo, kakšni projekti so, kakšne profile se zaposluje v banki, dejansko mi je všeč smer, v kateri banka gre in to je delnica, ki sem jo kupil. Torej, to je edina slovenska delnica, da sem šel zdaj nazaj malo iz kripta ven, pa nazaj v delnice, tako da bi rekel vse ciklično. Skratka, zdaj sem spet očitno vsaj osebno nazaj prišel v Slovenijo, vsaj delno. To je tudi ena od mojih delnic, ampak kar sem hotel dati, je ravno ta prispodoba. Takrat, ko je NLB začel kotirati, oziroma ko je država prodajala tisti delež, je v to prepričala v Sloveniji okoli 1600-1700 oseb. Torej, relativno majhna številka nas je šla takrat na šalter pa opisala tiste delnice. Prva ljudska obveznica 9000 oseb. Druga ljudska obveznica preko 6000 oseb, torej nekaj podvajanja je, ampak 15 000 ljudi, skoraj 10krat več ljudi so prepričali za ljudsko obveznico. Zdaj prihaja vzajemno 400 000 ljudi. INR-ji, si upaš napovedati, kakšna bo cifra, Peter? V enem letu, koliko bo računal? Jaz bi rekel, da zelo odvisno je, koliko bo tole marketinško in PR podprt. Jaz mislim, da bo zelo dobro in dejansko ne vidim neke slabe strani tega produkta. Sploh, če pomislimo, koliko nekih milijard imamo Slovenci v depozitih bančnih, in kako se država in vsi trudijo, in vzajemni skladi, vsi kako se trudijo spraviti ta kapital iz depozitov. In mislim, da je to super priložnost. Tako da jaz upam, da bomo govorili o 100 000 plus.
To bi bilo zelo, zelo dobrodošlo in kakor ugotavljamo, v bistvu vlagatelji bodo prihajali na trg, ki saj trenutno kaže, da je relativno primerljivo vrednoten. Torej, v bistvu dobili bojo nekako primerljivo vrednotenje zgolj z davčno nagrado države. Torej, za tistega, ki bo dolgoročno vlagal, odlično. Imaš tudi ti delnice Vzajemne? Ne? Ne, jaz tudi nisem med tistimi. Gospod Hribar? Ja, mislim, da jih imam. Kakšen bi bil brez nekih investicijskih nasvetov? Kaj bi naredil racionalen vlagatelj v tej situaciji? Nima trenutno nobenih informacij praktično o poslovanju Vzajemne, nekaj malega je na spletni strani napisano, delnice bodo na voljo od jeseni, potem pa mislim, da od začetka drugega leta 2 leti na voljo čas za prevzem. Kako naj se nekdo, ki nima pojma o tem, tega sploh loti? Ja, tudi sam se to sprašujem. Skratka, nimam nobenega nasveta, čisto iskreno. Sem profesionalni vlagatelj, 20 plus let, samo delnice in obveznice, pa pojma nimam, kaj ne svetujem. Čisto iskreno zato, ker ne vem, kaj bo Vzajemna v bistvu delala v naslednjih letih. Ne vem, s koliko kapitalom, ne vem, s koliko ljudi, ne vem, kakšni so njeni plani, če sem čisto iskren. Tako da, kar se tiče same zdaj, recimo te delnice pa tega podjetja je bilo relativno slabo, če vprašate mene, skomunicirano s slovensko javnostjo, kaj bo to novo podjetje, ker to ni ista Vzajemna, ne? To je druga Vzajemna, ne? Kaj bo to novo podjetje sploh delalo in kakšne številke v bistvu od tega novega podjetja lahko pričakujemo. Ker če nek analitik, kot sem jaz, nima številk, ne? Nima letnega poročila in nima 5-letnega plana uprave za naprej, ne? Potem na osnovi česa naj sedaj izračunam verjetnost te novega podjetja, za katerega ne vem, kaj bo delalo, niti kaj podjetje samo pričakuje za naslednjih 5 let. Tukaj imajo še kar nekaj za oddelati, če sem čisto iskren, in bi pričakoval od uprave Vzajemne, v bistvu, da v prihodnje še kako dobro zorganizira dogodke za vlagatelje. In se tam pač predstavi in prikaže pač svoje plane. Potem pa se bomo lahko pogovarjali, potem pa se bomo lahko pogovarjali o tem, kaj kdo misli o delnici Vzajemne. Zaenkrat pa brez komentarjev. V bistvu potem nekako racionalna pot, to sem nekako pričakoval, bi bila, da vlagatelji počakajo, da tiste informacije od samega vlagatelja pridejo na pot, na trg, ker dejansko trenutno imamo zelo veliko nasvetov, informacij v medijih, slišimo v eno ali pa drugo smer, ampak v bistvu insiderska informacija, taki dogodki vsekakor bodo in mislim, da se zelo resno na to pripravljajo, ampak trenutno je zelo težko karkoli upravičeno reči glede finančne perspektive tega podjetja. Ena druga stvar, za konec mogoče sem še mislil reči, imamo Vzajemno, imamo INR-je. V drugem kvartalu, če se ne motim, je prišla tudi nekak napoved pokojninske reforme, ki je pa zgrešila eno stvar, če mene vprašate, to je pa okrepitev drugega stebra, mogoče kar z obveznim vplačevanjem. Ja, ni čisto obvezno, no, ampak ideja v izhodiščih za pokojninsko reformo je bila odlična. Vpeljala je samodejno vključitev, kar ni enako kot obvezno. Torej, avtomatsko si vključen, lahko pa kadarkoli izstopiš. Torej, isti trenutek lahko izstopiš. In to je koncept, ki ga je vpeljal gospod Richard Thaler, profesor, Nobelov nagrajenec, in v bistvu Nobelov nagrado je v bistvu dobil ravno zato, ker je imel globok, močan vpliv na vedenjske finance, pri čemer je aplikativno uporabno vrednost najbolj dokazal na primeru pokojninskega varčevanja za samodejno vključitvijo oziroma širšim naborom ukrepov, ki se imenujejo Varčuj več jutri, Save more tomorrow, če koga zanima. In samodejna vključitev je ena od teh konceptov in še par drugih. No. In vsi te par ključnih teh konceptov, teh ukrepov, samodejna vključitev in potem izenačitev prispevka posameznika strani podjetja, torej matching contribution, te dva sta ključna, sta bila tudi v izhodiščih pri pripravi zakona. Potem pa z vsako inačico predloga zakona je bilo manj od teh res, bom rekel, korenitih ukrepov in prišli smo na koncu do spodbude za drugi steber. Ne bom rekel, da ne, seveda je. So noter konkretni
konkretne spremembe v zakonu, recimo lahko bojo tudi starejši v bolj dinamičnem skladu, kar zdaj zakon ne dopušča, ne? Čeprav so premožni, čeprav jim to dopušča finančni profil in dopušča njihovo premoženjsko stanje, zaenkrat morajo biti v najbolj konzervativnem zajamčenem skladu, pri nas konkretno starejši od 50 let, ne? Zdaj po novem pa bojo lahko tudi v delniškem skladu, ne? Recimo ena tak. Potem pri črpanju je nekaj sprememb, pri črpanju več fleksibilnosti, več možnosti, izjeme, če ste smrtno bolani, če ste invalidsko upokojeni in tako naprej. Skratka, bodo neke, bom rekel, bolj življenjske situacije tudi možne, no, tudi finančno si boste lahko dejansko pomagali v hudih časih s temi prihranki, kar do zdaj je bilo precej otežkočeno. Tako da je bistveno izboljšanje, ni pa strukturna, korenita sprememba, ki bo spremenila življenje Slovencev v pokoju. Nažalost, zaenkrat ne. Zaenkrat, kar je ostalo noter, je, da se bodo morali pogovoriti delodajalci, torej uprave v bistvu z svojimi zaposlenimi o tem, ali to želijo ali ne želijo, sprejeti neko izjavo in to izjavo posredovati na ministrstvo. Kakšen bo izplen tega postopka, bomo videli. Mi smo dokaj skeptični, no. Ne pa negativni, no. Negativni smo predvsem v tem smislu, da izhodišča so bila res velikopotezna, korenita, res prava strukturna reforma drugega stebra bi to bila, ne. Medtem ko to, kar je zdaj na koncu se razvodenelo, je pa piljenje, izboljševanje, poliranje, ni pa tako zelo strukturna, korenita reforma, no. En korak, ki želimo si še mogoče v prihodnje, da bi ga naša branža naredila. Zakaj bi bilo to dobro? Zato, ker Slovenci premalo v drugem stebru varčujemo. Z izjemo parih družb, ne, ki namenjajo 5,84% za vse svoje zaposlene skozi celo kariero, ne, te ljudje bodo imeli kar nekaj od tega, bodo imeli tako, kot je bilo zamišljeno, ne. Torej, konkretno dodatno pokojnino iz drugega stebra, medtem ko večina ljudi v Sloveniji, več kot polovica ljudi v Sloveniji, tega ne bo imela ali pa bo imela nek manjši izplen, na primer javni uslužbenci, pa števila, recimo trgovska podjetja in tako naprej, torej podjetja z manjšo dodano vrednostjo, kjer so pa ta vplačila ne, v številnih tudi so, ne, ampak so te zneski relativno nizki in seveda potem, če vplačujete 40 evrov, 30 evrov, 50 evrov na mesec, seveda ne morete pričakovati, da boste imeli dodatnih 1000 evrov dodatne pokojnine. To enostavno ne gre, matematika tega ne prenese, matematika prenese približno 3 do 4-kratnik tega zneska, ki ga vplačujete skozi celo svojo kariero. Zaenkrat je številka približno pri tem. Pa če se ne motim, odstotek plače, ki gre v drugi steber, na koncu privede do višjega izplačila pokojnine, kakor odstotek plače, ki gre preko prispevkov v prvi steber. A lahko to trdimo? Teh primerjav sploh, ja, lahko, seveda. Lejte, pri nas vse, kar vplačate k nam, gre na vaš individualen, oseben pokojninski račun. Potem se pa to investira v delnice in obveznice in na koncu v obveznice in nepremičnine zadnjih par let. Torej, kontinuirano življenjski cikel, od zelo tveganega proti manj tveganemu, donosnost je tukaj pozitivna, realna donosnost, tudi v našem zajamčenem skladu imamo cirka 1% zajamčeno, 1% realno donosnost v naši zgodovini, kljub temu, da ne sme biti minusa in tako naprej, skratka, skrajno konzervativno tudi tam. Imamo realen plus, na delnicah sami lahko pogledate, veste, da delnice na dolgi rok prinašajo 10% nominalno, cirka 8% nominalno, to so zgodovinske številke. Tudi zdaj imamo že kar nekaj zgodovine, je za nami od leta 2016, ko imamo delniški sklad podobne številke, oziroma celo boljše, ker so bili boljši delniški časi, da jim tako reči, bolj zeleni. Tako da lahko te številke nekako podkrepimo tudi že konkretno v Sloveniji, ne. In tukaj bojo rezultati in dejansko, ja, to ni zdaj, koliko bo to vaše, vse, kar vam podjetje tukaj vplača, je vaše. Težava je samo z vidika Slovenije kot celote, da premalo podjetij vplačuje in številna, ki vplačujejo premalo, zato da bi prišli do korenitih sprememb. Ko pa je enkrat vplačano, je ta denar pri nas, se pa upravlja profesionalno, tako kot se upravlja po celem svetu in se upravlja z zelo zmernimi stroški. Naše provizije so pol nižje od recimo
vzajemnih skladov so rahlo više od ETF-ov, ampak zato tudi dobite cel spektr storitev zraven. Ne. Morda še to, davki, pogovarjamo se veliko o davkih. Ne. Pokojninski skladi so davčno preferirani po celem svetu, to pomeni, davki na dividende so najnižji na pokojninske sklade. Recimo v Sloveniji, prej sta rekla INR ne bo imel davka na dividende in obresti od obveznic. Pokojninski skladi nimajo davka na obresti, nimajo davka na dividendo. Če Krka izplača dividendo, jo dobite celo, brez da vam je FURS nekaj vzame in tako naprej. In tukaj je več prednosti, zakaj pokojninsko varčevanje v pokojninskem skladu ima svoj smisel, seveda na dolgi rok, zato kar je pokojninsko varčevanje mišljeno. Torej, produkt je dober, profesionalno upravljan, cenovno zmeren oziroma ugoden in se je že dokazal in se bo še bolj dokazal v naslednjih desetletjih. Seveda, sem pristranski, želim si, da bi več ljudi vplačevalo van in da bi bil bolj pripoznan tudi z vidika strukture, ne, pokojninskega varčevanja ali pa pokojninskega sistema, no, bom tako rekel, v Sloveniji. No. Bi moral biti. Ok, mi smo 1 uro tukaj debatirali, 2 vprašanje na koncu, pa upam, da se še kakšno nam pridruži. Prvo vprašanje je, kakšni bodo predvidoma stroški brokerja pri individualnem naložbenem računu. Tega še ne vemo, vem pa, da se številne družbe v Sloveniji kar pospešeno pripravljajo na to, da dajo izboljšane cenike ven in pridejo marca drugo leto k nam. In jaz mislim, da boste vlagatelji z vidika cele industrije videli, bomo videli kakšno, ampak vsekakor znižanje stroškov. Je pa Ministrstvo za finance reklo, da ne bo dal nekih reguliranih cen, skratka, da ne bo vplival, da bo pustilo trgo. Ampak glede na to, da bo konkurenca med ponudniki, bi jaz rekel, da ne bi smel biti. Konkurenca bo kar huda in če pogledamo tudi ljudske obveznice, je kar vplivalo, da so se stroški kar znižali, vsi so imeli neke pakete, ki so bili relativno ugodni, mislim, konc koncev, že pa nekomu problem 10-15 evrov na leto, da ti je pa tudi Bog pomagaj, no, bomo tako rekli. Tako da tukaj vsekakor spremljajte, tudi mi bomo kaj objavili, definitivno se nadejamo izboljšanja. In pa kakšno ceno, koliko investitorjev fizičnih oseb je v delnice v Sloveniji, trenutno lahko rečemo, da okoli 90,000, nekaj manj, je Slovencev, ki investirajo v vrednostne papirje doma, zdaj koliko ima katero delnico. Prej sem omenil Krka, recimo največja pri 47,000 delničarjih, naslednji mislim, da je Petrol okoli 22,000, potem pa gremo že nižje, okoli 14,000 ali pa manj. Še ene par... Lahko eno dopolnitev na to temo? Seveda. Petrol je ena od naložb, celo večjih naložb posameznih delnic v našem zajamčenem skladu. V tem skladu je več kot, skratka v naših skladih 3 je več kot 60,000 vlagateljev. Torej, če šteješ še posredno, ne, ljudi, ki imajo pokojninske sklade v Sloveniji in te pokojninski skladi imajo deloma naloženo premoženje tudi v slovenske delnice, ne, potem je ta številka še bistveno višja. Tako da jaz bi rekel, vsaj pol Slovencev, ki so zaposleni, no, ima tudi posredno kakšno slovensko delnico. Potem so pa tukaj še vzajemni skladi, potem so tukaj, ne vem, konec koncev tudi, če imate, potem so pa še zaposlitve, potem so pa še zavarovanja, pa tako naprej, posredno. No. Skratka, številni Slovenci so še kako odvisni od delniških naložb oziroma teh podjetij. Koliko pa vidva napovedujete, no, Draž, ki si mene vprašal, kdaj bo to INR-jev? No, mi projekcije delamo kot nori, nekako bomo videli, kakšen bo uptake prvi leto, ampak mi nekako v 5-letnem obdobju, mislim, da smo celo kalkulirali 250 ali 300 tisoč računov, kar je za trenutne razmere nora številka. Ampak, če pogledamo v letu 2007-2008, v tistem norem obdobju, je bilo v Sloveniji računov 650 tisoč. Tako da mi rečemo, ja pa dajmo priti na polovico tega, kar smo enkrat že imeli v prihodnjih 5 letih, pa imamo zdaj vsaj trenutno boljša vrednotenja kot tisti balon takrat. Imeli bomo relativno nizke stroške, si upam trditi, pa definitivno boljša davčna obravnava, kot je bila takrat. Tako da, mi glede tega smo kar optimisti, mogoče smo preveliki optimisti, ampak vsekakor to je super stvar, ki prihaja. Eno vprašanje se bo lahko odprl INR na Interactive Brokersih. Uradno tega ne vemo.
neuradno bomo pa rekli, definitivno spremljajte njihove lokalne partnerje, Optim Trader, ki mislim, da so zastopnik na IBKR. Ali se bojo tega lotili ali ne, bomo videli, ampak dajmo reči, da se splača spremljati. Mogoče pa bo ta možnost. Še eno vprašanje, Blaž, vidiš vprašanje tretje? Nekdo sprašuje, a se res splača investirati v pokojninske sklade, ker če bi nekam drugam vlagal 40 let, bi mogoče lahko izplačal si celo več. Ja, se. A je res smiselno pri pokojninski naložbi loviti tisto, kar ti mogoče daje na papirju največji dolgoročni donos, ali morajo pri tem, ko si nekdo varčuje za pokojnino, je treba še kakšen drug dejavnik spremljati? Drug dejavnik, ja. Predvsem je treba razmisliti, kdo ste in kaj je za vas primerno, koliko pokojnine želite in koliko stabilna naj ta bo, ne. Tako da mi imamo v bistvu v Sloveniji imamo tako imenovani življenjski cikel, to pomeni 3 pokojninske sklade, en je delniški, torej najbolj tvegan, drugi je uravnotežen, približno pol delnic, pol obveznic, tretji pa zajamčen, garantiran sklad, ki ne sme imeti negativnega donosa oziroma donosa nižjega, kot ga vsako leto predpiše minister, ne. In v bistvu za vsakega se nekaj najde, za povprečnega človeka, glede na finančno stroko in dognanja finančne stroke, zgodovino finančnih trgov, pa je najprimernejša rešitev za večino ljudi, jaz bi rekel to vsaj za 3/4 ljudi, da enostavno grejo skupaj z predlagano časovnico. To pa je, investirate najprej v delniškega, pri 50 letih vas prestavimo v uravnoteženega, pri 60 letih pa v zajamčenega in potem pri približno 65, 63, 66 letih boste verjetno šli v pokoj, če bojo trenutni zakoni zdržali, no. A se splača? Absolutno se splača. Torej, če vam vplačuje delodajalec, fantastično, to je tako, kot da vi dobite 100 evrov bruto plače, pa bi celoten znesek dobili na račun in ga potem plačali nazaj, recimo na INR. Ne? Na koncu bo notri delnica SAP-a, Microsofta, Nvidije, Mercedesa in tako naprej. Skratka, in Krke in Petrola. Torej, v svetovni delniški trg. Torej, nobenega davka, nič, ne prispevka, ne dohodnine, ne nič, ni tukaj odtegnenega. Če vplačujete sami, torej iz neto plače, iz tega, kar imate na računu, boste dobili pa dohodnino nazaj. Če imate dobro plačo, je lahko tudi polovico tega nazaj. Torej, plačate 3000 evrov, kar je zdaj maksimalna davčna olajšava, boste dobili 1500 evrov več dohodnine nazaj. Torej, katera naložba vam še omogoča, da nakažete 3000 evrov vanjo in 1500 evrov vam takoj vrnejo, 3000 evrov pa še vedno imate na vašem naložbenem računu. In jih boste dobili ven, ko boste šli v pokoj z minimalno davčno obdavčitvijo takrat. Torej, če sem fair, polovica rente doživljenjske gre takrat v dohodnino, ampak pokojnina vaša bo nižja in upokojenci imajo dodatno olajšavo pri dohodnini in tako naprej. Dohodki bojo bistveno nižji in takrat bo tudi obdavčitev efektivna bistveno nižja. Torej, do neke mere je zanemarljiva pri povprečnih plačah. Tako da, ja, definitivno, drugi steber, če vam ga omogoča delodajalec, najboljša možna rešitev. Če vam ne omogoča delodajalec, potem vplačajte sami, ker take davčne olajšave tudi na INR-ju, pa tudi na vseh drugih naložbenih produktih ne boste dobili. Noben drug nima te davčne olajšave. Edina taka davčna olajšava primerljiva je, če si kakšnega otroka umislite, potem dobite boljšo davčno olajšavo, ne, za dlje časa. Niti ne za dlje časa. Tako da res ugodna davčna obravnava je, INR super fajn, ampak pred INR-jem, če želite, če davčno optimizirate, je kar malce nesmiselno, da greste mimo drugega slovenskega stebra. Glede davkov, vsekakor, mogoče za konc bi jaz dodal eno, zmerom se sprašujemo, se splača v to, se splača v tretje, kaj je najboljša stvar. En dober rek, splača se predvsem začeti pa vztrajati pri investiranju, potem pa na dolgi rok že daleč pridemo. Imate še za konc kaj za dodati? Še kakšno vprašanje, drugače pa 1:10. Trump bi bil ponosen. Ja, ne, jaz bi rekel, da smo v enih takih zanimivih časih, toliko nekega geopolitičnega dogajanja,
Trump s svojimi akcijami, ki imajo različne vplive, zdaj postajamo vedno taki bolj teflonski, to bomo videli, ne? Ampak sigurno se bomo navadili, mi imamo še koliko 3 leta pa pol njegovega mandata. To bo zanimivo in seveda tudi lahko se veselimo tega vse, kar se bo dogajalo tukaj v Sloveniji. Jaz mislim, da že zadnje leto, kaj se dogaja, recimo, da smo dobili, da je Republika Slovenija izdala prvo obveznico na DLT-ju, ne, recimo, to so res taki, se mi zdi, konkretni premiki, ne. In jaz moram reči, da sem zelo optimističen, pustimo zdaj to geopolitiko na strani, ampak če se res fokusiramo samo na Slovenijo, bi rekel, da bom en konkreten del svojega kriptoportfelja počasi prelil nazaj k nam na borzo. Ok, plujemo v negotovo, ampak v boljšo prihodnost. Plujte z nami. Hvala obema gostoma. Hvala našemu podporniku Pokojninski družbi A. In pa predvsem hvala vsem vam, ki ste nas spremljali. Spremljajte nas še naprej, ne bomo dolgo odsotni, mislim, čez poletje mogoče malo pauze, potem pa vsekakor z novimi dogodki, z novimi priložnostmi in mogoče z informacijami o Vzajemni, o INR-jih in tako dalje, se vidimo spet jeseni. Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala, svidenje. Adijo, lepo se imejte.